Vse več ljudi prisega na zdravljenje z alternativno medicino, ki pa nam lahko v službi ali pri plačilu stroškov povzroči glavobol. Obstaja pa tudi sredinska pot, ki povezuje alternativno in uradno medicino. Več o njej zagotovo ve Igor Ogorevc iz Planeta zdravja. Dobro jutro, želim, Igor. Dobro jutro. Kaj je pravzaprav? Tale izraz je relativno, vsaj za nas, nov, integrativna medicina. Kaj v bistvu pomeni? Ja, v Sloveniji je to precej nov izraz, ki marsikoga preseneča. Je pa to medicina, katera združuje tradicionalne veje medicine, se pravi naravne medicine, in to, kar pri nas imenujemo moderna medicina, se pravi medikamentna medicina. Uradna medicina, ki jo poznamo. Uradna medicina, tako je. Kaj to pomeni za nas, bolnike, za uporabnike? Kaj to v praksi pomeni? V praksi to pomeni, da se bo naše združenje, katerega ustanavljamo, res na vso moč trudilo, da bojo tudi zdravstvene zavarovalnice sčasoma priznali tudi dokazano učinkovita naravna zdravljenja. Je pa integrativna medicina v bistvu medicina 21. stoletja, katera bistvo je, da ta medicina deluje, da imajo te metode dokazane rezultate in to dokazane na empiričen način, takšne, da jih jasno priznava tudi medicina. Se mi zdi, da se je uradna medicina dolgo oklepala alternativne, oziroma se je otepala v bistvu alternativne medicine, zdaj pa je s tem v bistvu naredila korak naproti. Ja, saj vemo, da v Sloveniji smo včasih bolj papeški od papeža, ampak tudi stroški govorijo sami zase. In dejstvo je, da je tudi pri nas medicina spoznala, da je zadnji čas, da se pridruži tudi svetovnim trendom, kajti integrativno medicino poučujejo vse, praktično že vse dobre svetovne medicinske univerze na čelu s Harvardom, Yaleom, Stanfordom, klinika Charité v Berlinu in tako naprej. Moram povedati, da smo mi tudi že člani Združenja integrativne medicine Evrope, tako da zdaj to združenje ustanavljamo tudi v Sloveniji in bom rekel, hvala Bogu, da v res dobrem sodelovanju tudi z uradno medicino, zdravniki, s profesorji in tako naprej. Od ustanovitve združenja pa do prakse je včasih kar dolga pot. Ustanovitev združenja bo jutri, se mi zdi. Tako je. Kdaj bo pa potem to praktično vstopilo v veljavo? Kdaj bomo lahko prišli k osebnemu zdravniku in rekli, da bi se radi zdravili po alternativni metodi? Kdaj bo to dejansko dosegljivo, ne vem. Vem pa, da bomo vložili vse mogoče napore, da bo to čim prej, vendar pa ne pričakujmo preveč, to ni stvar parih mesecev. To potem takem lahko traja nekaj let? Upam, da bo prej kot nekaj let, ampak dajmo reči, če smo zelo optimisti, da bo to v letu pa pol do mogoče 2 let, če bo šlo vse po planih in če nas bojo podpirali vsi, kateri nas podpirajo sedaj. Kajti moram povedati, da vlada zdaj v slovenski družbi kar ena splošna podpora tem trendom in res računamo na optimalno podporo. Katere so pa te metode, v bistvu, ki bodo priznane kot alternativne metode, s katerimi se bomo lahko zdravili? Ja, prav zaradi tega ustanavljamo združenje. To bojo praktično vse metode, katere dokazano pomagajo pri določenih stanjih. Tako recimo navedem lahko najbolj popularne, kot so osteopatija, ajurveda, homeopatija, termoregulacija. Vse do zdaj poznane metode in tudi nove metode, katere se razvijajo, katerih je tudi čedalje več v svetu, novih pristopov, novega razumevanja k pristopu telesa. Predvsem pa tukaj govorimo o učinkovitosti. Se poznate tisti kitajski pregovor, ne? Saj ni važno, kakšne barve je maček, samo da miši lovi. S tem pa ste se po robu postavili tudi velikim farmacevtskim firmam, zato boste verjetno imeli še ne malo problemov. Ostanite še v studiu, čas je za nagradno igro. Ja, tako, nagradna igra je na vrsti s profesorjem Abecednikom. Telefonska številka je 090 936 042. Nagrada za pravilen odgovor pa je vzglavnik za prijetno spanje podjetja Domos iz Ljubljane. Ponovno je tukaj 5 pol, ki razkrivajo besedo
Ta pa je danes tudi zaradi viroz, ki razsajajo, povezana z zdravjem oziroma bolezenskim stanjem. Torej, kako se imenuje bolezen, ki ima 5 črk, kot pomoč pa lahko dodam še to, da ima to zadevo trenutno zelo veliko ljudi v Sloveniji. Čas je omejen, vzglavnik je en, torej ime katere bolezni je profesor Abecednik skril pod polja 090 936 042. Časa zares ni veliko, zato tisti, ki bo poklical, bo zelo dobro, da kar takoj ugotovi. Dana je črka D in ta je 5. črka, torej iščemo določeno bolezensko stanje. Dobro jutro, želim komu? Imamo morda že telefon ali pa tudi ne. Ne, bomo še malo počakali. Omenil sem prej, v bistvu se po robu postavljate velikim farmacevtskim podjetjem. Kako boste bili ta boj? Velikokrat je že bil izkazan za slabega, za neuspešnega. Poglejte, to nas ne skrbi, kajti dejstvo je, da z veliko uporabo farmacevtskih izdelkov splošno stanje prebivalstva pada. Če pa primerjamo učinkovitost predpisanih zdravil in splošno stanje, je pa tukaj stanje zelo slabo, kajti uradni podatki govorijo, da v Združenih državah kar 36% ljudi, kateri so nazdravljeni v bolnicah, so tam zaradi stranskih učinkov zdravil. Tako stanje po Evropi ni prav nič boljše, ne? Tako da tukaj mislim, da ni potrebno izgubljati besed. Mi se trudimo, da ljudem pomagamo na naraven način, kateri je dokazano učinkovit. In koncu koncev je to tudi bistveno zmanjšanje stroškov tudi za našo zdravstveno blagajno, za katero vemo, kako je obremenjena, kajti problem so že plače. To je bilo ravno včeraj, v bistvu danes problema več, danes so dobili plače nakazane. Šele začelo se je. Če bomo čez pol leta ali pa leto prišli k osebnemu zdravniku, recimo s kakšno boleznijo, lahko ugotovite morda kakšno črko, mimo grede? Poskusite. N. Poskusimo s prvo črko N. N. Vidimo, mislim, veste, ne? Ja. To ni fair. Ne dobite vzglavnika za prijetno spanje. V redu. Nahod je bil pravilen odgovor. Ste prebrali iz tega mojega papirja. V bistvu, če bomo prišli k osebnemu splošnemu zdravniku, bo on vedel, kam nas napotiti, komu nas napotiti? Bo moral vedeti, zaradi tega, ker ko bo sistem deloval, bo imel tudi vsak splošni zdravnik popolnoma enako navodila, kot jih ima sedaj, samo da bo v bistvu pacient tisti, kateri se bo odločil, ali želi konvencionalno zdravljenje ali želi naravno zdravljenje. To je stvar odločitve. In če se bodo odločili za alternativno zdravljenje, bodo osebni zdravniki že morali biti usposobljeni, tako da nas bodo znali. Tako je, in tudi bodo znali svetovati, za kakšna stanja, kateri tisti zdravilec ali kakorkoli nas bojo že imenovali, je primeren za popravo določenega stanja. Igor Ogorevc, najlepša hvala za vse te razjasnitve in se veselimo dne, ko bo prišlo to zares v pravo. Hvala vam. Hvala.